Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Kampanje volilnih kandidatov so v teku, lokalne volitve so tik pred vrati in sicer bomo na volišča odšli 20. novembra. Danes pa je z nami aktualni župan in sicer tudi kandidat za župana v občini Izola v naslednjem 4-letnem obdobju, gospod Danilo Markočič. Dober dan in čestitke za čudovit studio. Najlepša hvala, dober dan tudi vam. Gospod Markočič, po Krkem so hitle ulke. Ja, klasično vprašanje. V bistvu dovolj z ozirom na to, da tisti, ki je lepo delal, pravočasno ubral, je imel izplen lahko tudi 15 ali pa več. Tisti, ki je pa delal malček narobe, pa ni bil najbolj zadovoljen. V katero kategorijo spadate zdaj vi? Z ozirom, da smo začeli oljke letos pobirati že 18. septembra in smo končali že 14 dni nazaj, spadnem v tisto kategorijo od 10 do 15. Ok, dobro. To je dobro. Boljše tako. Kakšne sorte vse imate v svojem oljčniku? Vprašanje je zelo zanimivo. V nasadu imamo 35 različnih sort, tako da bi se mogel kar potruditi, da bi jih naštel vse po imenih. Namreč gre za to, da v tem nasadu v Strunjanu so se začele raziskave in priprava sadik za potem pripravo pravih nasadov v slovenski Istri. Torej, mi smo bili neke vrste poskusni zajčki, govorim za 20-25 let nazaj. Zdaj za vami so kar 4, bi lahko rekli, pestra leta. Ste si predstavljali, preden ste vložili kandidaturo leta 2018, da boste imeli toliko dela v občini Izola? No, dela sem navajen, če imaš oljke, dejansko moraš kaj početi. Zagotovo pa nisem pričakoval, da bom štartal z -2 milijoni, približno govorimo o tisti odškodninski tožbi. Nisem si predstavljal, da bo COVID tako zarezal v naše delo, ampak ja, pokazalo se je, da če imaš izkušnje, če imaš dobre sodelavce in če imaš dober občinski svet, politikov, ki sledi in dela za Izolo, potem so tudi najtežji problemi rešljivi. No in kljub samo, se spet znajdete tukaj, spet v volitvah, spet v novih borbah. Kaj mislite, da morate spremeniti v primeru nove izvolitve? Spremeniti v bistvu bolj delati tisto, kar smo delali do zdaj. Torej, pripraviti programe predstaviti občankam in občanom in skrbeti, da se te programe realizirajo. Vemo, kaj je potrebno narediti in tudi vemo, kako bomo to naredili. Ravno zaradi tega imam poleg sodelavcev v občinski upravi odlično listo in verjamem, da tako kot sem v začetku mandata pokazal, da vsak, ki želi sodelovati pri razvoju občine, pri razvoju Izole in delati v dobrobit občank in občanov, je dobrodošel. Če se spomnite, prvih 9 mesecev je v občini Izola prvič, odkar je delal občinski svet, nismo imeli koalicije, torej smo vsi delali eno. Mi smo izbrskali en posnetek in sicer pred natanko 4 leti je ob trenutku, ko je bilo jasno, da prihajate na čelo izolske občine, ena od vaših podpornic dejala tako. Verjeli smo v njegovo zmago. Človek, ki je pošten, ki ima veliko željo po tem, da spremeni Izolo na bolje. Boste kaj komentirali, še posnetek? Ja, v bistvu to je tisto, kar sem cel čas mandata počel. Verjel sem v uspeh, verjel sem v dobro delo in program, ki smo ga zastavili. Verjel sem v to, da to znamo in zmoremo narediti. In mislim, da smo skozi čas pokazali, da se je dejansko trend aktivnosti v občini zelo povečal. Konec koncev smo realizirali preko 250 projektov. 40 je takih, ki so vrednost več kot 150 tisoč evrov. V tem mandatu smo pridobili, mislim, da okoli 17 milijonov nepovratnih evropskih sredstev, plus 7 milijonov, ki nas čaka za izgradnjo kulturnega centra. Bilo tudi kakšna stvar, ki nismo naredili, ampak seveda pri takom obsegu tudi kaj
počaka za naslednje obdobje. Torej bi lahko rekli, da ste v bistvu zadovoljili vsa tista pričakovanja vaših gorečih podpornikov iz leta 2018 in da vas bodo tej podpirali oziroma vas podpirajo še naprej. No, občani imajo vedno prav in tisti, ki pride na volitve, bo pač povedal, kako je ocenil našo delo in te odločitve, te glasove spoštujem. Verjamem pa, da smo dobro delali. Ja, morda se motim, mogoče je to res tako nekoliko bolj oseben pogled na to, ampak se mi zdi, da ste politik ne klasičnega sloga, mogoče tudi v primerjavi z ostalimi župani. V smislu, da ne izgledate tako preveč togi, ampak ste veliko bolj ljudski, imate svoj način retorike. Kdo je vaš politični vzor potem takem? Zanimivo vprašanje. Takšen sem po naravi. Namreč moje politično delo, če tako rečem, ali pa karijera, se je začela v krajevni skupnosti, če začnem malo v politiki, kjer sem se srečeval z občani, takrat krajani, z različnimi problemi, od investicij do čist takih življenjskih. Nadaljeval sem delo v občinski upravi, kjer sem bil tudi vodja kabineta, potem sem bil v gospodarstvu, pomočnik direktorja v hotelu Belvedere, pa v Lipici, ne nazadnje tudi v turizmu. Po profesiji sem magister turizma, torej mi je to področje blizu in kariero sem nekje zaključeval na Ministrstvu za kulturo, ker sem bil vodja kabineta ministrice in potem seveda, ker ne znam biti pri miru, sem se reaktiviral, tako da sem postal župan najlepšega mesta na svetu. Ampak Danilo Markočič, torej človek, ko sleče obleko župana. Kdo je Danilo Markočič? Kje se zadržuje? Kaj počne? Kakšne hobije ima poleg oljkarstva? Wow. Torej, jaz pač imam veliko hobijev. Zdaj, če bi me žena poslušala, bi rekla, da preveč gledam šport, ampak tudi to rad počnem. Se lotim pa vsakega dela. Mi ni nič tujega, nič nenavadnega. Od tega, da kaj doma po domače povem, zašraufam, prišraufam, do tega, da se lotim tudi kuhanja, zakaj pa ne, pa tudi posesam ali pa srajco si zlikam, če je potrebno. Tako da tukaj mi je nobeno delo ni tuje, predvsem pa vsako delo zelo, zelo spoštujem in spoštujem človeka, ki se loti vsakega dela, da preživi oziroma da si olajša nekako življenje. Zdaj pa tako, izberemo med enim ali drugim, nekaj takih hitrih, pa me zanima, kaj boste kot Danilo Markočič tudi potem takem izbrali. Rudi Bučar ali Primorski fantje? Rudi Bučar. Malvazija ali Refošk? Malvazija. Na Gelato Koper ali Portorož? Izolo. Ne, ali Koper ali Portorož, to smo pričakovali. Ok, če imajo dobrega limoninega, lahko tudi v Koper. Ok, poletje ali zima? Poletje. Levo ali desno? Levo. Okay. Avtocesta do mejnega prehoda skozi Jagodje v Sečovlje ali skozi Škocjanski zatok do Dragonje? Raje skozi Škocjanski zatok. No. Če se ustavimo ravno pri avtocesti, vsako leto več in tudi večkrat letno zaradi številnih turistov kolapsira promet od Izole proti Sečovljam oziroma od Kopra proti Dragonji. Kakšna bi bila po vašem mnenju optimalna rešitev? Torej, jaz nisem strokovnjak za ceste, vem, da je bilo veliko rešitev. Optimalna bi bila tista, ki bi bila najprej rešljiva, torej najprej narejena. Tukaj predvsem mislim, da bi morali tranzit rešiti, da tisti, ki hoče na Hrvaško, naj gre čim po najkrajši poti ali čez Šmarje, oziroma lahko že gor pri Hrpeljah, Kozini naj udari dol proti Hrvaški. Tukaj v Slovenski Istri pa dajmo ohraniti medmestni promet in čim manj posegati v naravo. Čim več tunelov, če že moramo to graditi, in pa zagotoviti mobilnost ljudem tudi na drugačen način. No, in ko smo že, vidimo, zavijamo proti programom in volitvam in ravno taka vprašanja postavljamo, preden se posvetimo glavnim točkam vašega programa, veste, da ne moramo se izogniti temu, da vas vprašamo, kaj se je zgodilo 25. in 26. junija 2020. 25. in 26. junija? Ja, praznik smo imeli. Poleg tega in poleg vsega tistega povedanega, nas zanima mogoče, kako vi opišete to situacijo, ki je potem nastala.
Če mi poveste še bolj konkretno, kaj je bilo 25, 26, 20. Mogoče bi vas gospa Pivec spomnila na kaj več. Nič, takrat smo imeli na obisku delegacijo Ministrstva za kmetijstvo po programu, ki je bil usklajen med kabineti, in potem se je kasneje ugotovilo, da je bila naročilo prenočišča drugače uporabljeno, kakor je bilo z naročilnico dogovorjeno. Ko smo to ugotovili, smo tudi ministrici takratni tudi dali zahtevek za povračilo stroškov. Ona je to tudi povrnila, tako da je bila potem zadeva zaključena. Kakšen odnos pa imate danes, gospod Pivec? Nisem jo srečal, odkar je končala z ministrstvom, nisva se ne pogovarjali, srečala. Z razlogom ali brez? Ne. Je ostalo tako. Nekateri vam sicer zamirijo, da se niste bolj zavzeli za obstoj ambasade Gavioli. Ambasada Gavioli je bila v lasti zasebnikov in občina Izola je pri pripravi prostorskega dokumenta tudi ta prostor opredelila. Pojavil se je nov interesent, ki je ta objekt kupil in zadeva je šla v drugačno smer. Zavedam se, da je vprašanje mladih, če mislimo tukaj predvsem na zabavo, v slovenski listi zelo podhranjeno in tudi v tej luči, ko se pripravlja projekt pri urejanju območja pod dimnikom v Argu, je tudi nekaj variant okoli nekih mladinskih centrov v tej luči tudi predvideno. Ali res ni bilo nobene druge rešitve kot ta sprejeta glede ambasade Gavioli? Ambasada Gavioli, se pravim, je bila v zasebni lasti in takrat ne v proračunu, ne v politične volje, če tako rečem, da bi karkoli posegali, odkupovali, takrat ni bilo možno oziroma ni bila pripravljena. Ste pa sicer začeli z dogodki, lahko rečemo, tudi pred kratkim z ribiškim praznikom, je že zelo prepoznaven tudi konec koncev Ledeni otok, ki postaja prava blagovna znamka. Kako ste kaj zadovoljni s temi dogodki, pa predvsem glede na odzive? No, kar se tiče samih dogodkov, tukaj poudarim, da Center za kulturo, šport in prireditve in z ostalimi deležniki, turističnim združenjem in pa seveda našim uradom za turizem in gospodarstvo z roko v roki sodelujejo. Ribiški praznik se je pokazal kot dober, predvsem zato, ker se ljudje po 2 letih COVID situacije so se želeli neke sprostitve, drugačnega življenja in pokazalo se, da je to pravi moment. Ledeni otok, ki smo ga zagnali leta 2020, je dejansko tudi bil v tem smislu zadetek v polno in mi je prav hudo, da zaradi COVID-a 2 leti in pol nismo. Ampak letos je spet v priprave v polnem teku in da verjamem, da ko bo malček mraz povlekel na ta naš konec, da bo spet ledeni otok v pravem sijaju. Na letošnjih volitvah se vaša lista predstavlja s sloganom ne le kaj, tudi kako. Nas zanima, kaj se skriva za tem kako. Skrivajo se izkušnje, skrivajo se modrost, skrivajo se poznavanje, skrivajo se raznolikost liste, ampak ni samo lista tista, ki bo pripomogla k temu, gre tudi za naše razmišljanje, da je odgovornost vseh politikov, tako članov občinskega sveta, kakor ostalih, da če nastopajo na volitvah, da je njihova želja po izboljšavah iskrena. In ravno to je tisto, kar nas še posebej navdihuje, da v Izoli zmoremo se povezati in le skupaj lahko premaknemo stvari. Vsak posameznik ne more. Kitajci pravijo, imajo zelo čudovit rek, če eno palčko daš, jo hitro zlomiš. Daš 10 palčk skupaj, jih ne moreš zlomiti. In to je to. No in poleg slogana ste razkrili tudi svoj program, ki je izredno konkreten in tudi dolg, pa dajte mogoče strniti za naslednje 4 leta 3 točke, ključne mogoče. No, v bistvu, če politik dela program samo za svoj mandat, je že v štartu naredil narobe, ker
ti delaš program za razvoj mesta. In ta razvoj mesta je zelo ključen. Pomembno se mi zdi razvoj podeželja, predvsem izgradnje infrastrukture na podeželju. Številka 2 je izgradnje kulturnega centra, stanovanja za mlade in programi za mlade in seveda nadaljevanje infrastrukturnih projektov v mestu. Kot sem pa prej povedal, od teh 17 milijonov, ki smo jih dobili, smo pa v tem času zagnali kar nekaj konkretnih projektov, ampak čas mi ne dopušča, da jih naštejem. Mislim, v oči mi je padlo naslednje. Preureditev zapuščenega dimnika Argo v razgledni stolp z restauracijo in dvigalom. Kaj več mogoče na to temo? No, to gre za eno idejo, ki nismo si jo danes mislili, to je že stara. Gre za to, da vsako mesto potrebuje še kakšno dodatno atrakcijo. Mi imamo čudovite vedute, vište, ampak z ozirom na to, da je dimnik zdaj v lasti občine, mi smo to območje, del tega območja odkupili od DUTB-ja, smo si kot izziv dali, da na dimniku uredimo razredno ploščo z neko manjšo ponudbo in seveda vsi programi od mladih in pa restauracij, muzeja in tako dalje, ki sodijo zraven. To je projekt, ki je težek okoli 15 milijonov, ampak to je pač še naš izziv, ki nas še čaka. Pa še tudi ureditev kopalnih površin na obalni cesti med Izolo in Koprom. Na kakšen način in kdaj? No, tukaj je projekt, ki ga delamo skupaj z mestno občino Koper. Pred kratkim smo imeli en obisk ministra, kjer smo se pogovarjali o ureditvi tega območja. Gre za to, da bomo skupaj šli v neke vrste natečaja in s tem uredili to bivšo obalno cesto v enotno največjo, najlepšo slovensko plažo. Na izolski strani je nekaj ocena, da bo ta investicija stala okoli 4 milijone, seveda pričakujemo nepovratna evropska sredstva, na koprski strani pa bo ta projekt težek okoli 3 milijone. Gre za to, da v novi finančni perspektivi bomo ta projekt zagnali. Zaradi tega se tudi pogovarjamo z lastnikom avtokampa Jadranka, da se ta kamp tudi premakne. Tam imamo tudi predvideno ureditev pač doma vodnih športov in tako dalje. Kdaj pa? Mislim, a ste se že dogovorili, kdaj bi se vse to začelo izvajati? Torej, gre za to, da za take konkretne projekte je potrebno sprejeti najprej občinski prostorski načrt. Zdaj smo v fazi priprave tega dokumenta v smislu izvajanja procesa, ki ga zdaj delamo. Časa imamo do leta 2024. Mi smo se odpravili tudi na ulice občine Izola in povprašali občanke in občane, kaj bi oni vprašali kandidate za župane. Tako da prosim, da si izberete 3 številke od 1 do 10. 4, 6 in 10. Ok. Začnimo številko 4. Kdaj bo napočil čas za novi kulturni dom, pa kje bo lokacija in kdaj se bo rešilo ruševine, ki jih imamo, ker je zelo slab signal za turiste tudi, po tolikih letih recimo. Nov kulturni dom, govorimo o Istrskem kulturnem centru. Pred dnevi se zaključil natečaj. Komisija, ki je izbrala rešitev. Po prvem krogu bomo pa predstavili rezultate teh rešitev. Po mojem vedenju je bilo 12 predlogov. Kot sem prej omenil, čez 7 milijonov imamo predvidenih sredstev v državnem proračunu, v NRP-ju, tako imenovanem, s črpanjem 2023-2024. To pomeni 2023 gradbeno dovoljenje, izbor izvajalca in potem konec 2026 bi lahko Istrski kulturni center stal. Številka 6. Zakaj se je čistoča v Izoli tako poslabšala? Zakaj se ne čisti več ulic? Zakaj je smeti vse polno okrog? V zadnjem letu se je zelo poslabšalo.
poslušalko bi prosil, da mi točno pove, v kateri ulici, ker bom lažje odgovoril. Ravno nasprotno, mislim, da je mesto vse tako po ocenah tudi Turistične zveze Slovenije, ko nas uvršča v zelo urejen kraj, tudi po anketah, ki izvaja naše javne podjetje Komunala, govori o tem, da je na področju urejenosti mesto zelo, zelo čisto oziroma urejeno. Še več, mi do leta 2035 moramo zmanjšati število komunalnih odpadkov, povečati ločeno zbiranost odpadkov, že zdaj pa je Izolska občina v samem vrhu v Sloveniji glede ločenosti zbiranja odpadkov. Res pa je, da vsak občan nekaj ustvari 1 kilogram komunalnih odpadkov, prav tako turist. Oziroma, da je veliko turistov, se verjetno to opažanje odraža na vikende, ko so pač ljudje s plaž odhajali in so bili koši polni. In kljub dežurstvom, ki jih imamo čez vikende, se to očitno ni do konca uredilo. Pa imamo potem še številko 10. Kdaj bo urejen krožni promet oziroma promet, ki bi bil zadovoljiv za vse prebivalce in obiskovalce v okolici Stare bolnice? Krožni promet, če je bilo vprašanje namenjeno kot kakšno krožišče, kaj podobnega, tam ni nobenega krožišča, to je staro mestno jedro. Če je pa govora o mobilnosti, pa povem naslednje, da smo zdaj nabavili 2 kurjerci, kjer se pač občani lahko zastonj vozijo, da pripravljamo strategijo prometa v mestu in skozi to bi tudi uredili mestni promet. Ulice v okviru Stare bolnice, govorimo od ulice Svetega Petra, Kosovelove, pa vseh prečnih dol, so urejene po sistemu enosmernih ulic in temu primerno je tudi promet se tam tako odvija. Res pa je, da v času turistične sezone je pritisk na ta del mesta in iskanje parkirnih površin enorm, zatega pa tudi so kontrole občinskih oziroma medobčinskih razkazov že toliko pogosteje. Zelo malo ste tudi omenili, kar se tiče zaledja, veliko je vedno govora pač v samem mestnem jedru, Izole, pa Izoli in bližnji okolici. Kaj pa zaledje, torej tudi Korte, pa Šered? No, kar se tiče zaledja, lahko rečem, da je zaledje bolj pokrito z optiko kakor mesto, da zaledje ima proti Kortam urejeno čudovito cesto, da v Kortah smo uredili garažno hišo za gasilce, nabavili vozila gasilcem, uredili dve učilnice v Kortah, uredili otroško igrišče, pokopališče malo prej, na Šeredu delamo vaški dom, pospešeno delamo infrastrukturo na podeželju, uredili smo kolektor Š od Šereda proti mestu in s tem omogočili širitev tega območja, da smo povečali sredstva za odkup zemljišč za infrastrukturo iz 45 evrov na 110 oziroma 111 evrov in s tem tudi šli bolj nasproti občankam, da lažje prodajo pač tisti kos zemlje, da lahko se infrastruktura dela. Delamo na projektih, kakor je zaključek ureditve igrišča na Maliji, tako da na podeželje jaz sem prepričan, da enako investiramo, kakor tudi v mestu. Namreč mesto ni razvito, če nima razvitega podeželja. Ja, vendar to ste sedaj našteli vse, kar ste naredili oziroma kar počnete v tem trenutku, kaj pa za naslednja 4 leta? No, podeželje je ključen problem je infrastruktura, pa ne mislim samo kanalizacija ali pa meteorna voda, ampak tudi ceste. Ena izmed prvih aktivnosti, ki jih bomo uredili, je nadaljujemo z idejo ureditve nekega križišča Malija-Korte. Uredili bomo pločnik od Šereda do križišča Malija-Korte. Seveda, urejanje vaških domov je naša prioriteta in na ta način ko bodo dobili krajani na podeželju tudi prevoz neke vrste mestnega avtobusa, tudi lažje potem zaživeli. Odlično.
Jaz mislim, da počasi lahko tudi naš pogovor zaključimo. Bili ste izredno izčrpni, dobro poznate predstaviti konec koncev svoj program in mi vam želimo vso srečo pri obkroževanju ne samo lastnega imena, ampak seveda vsega tistega, kar bo za obkrožiti v prihodnje. Katero številko pa se obkroži za gospoda Markočiča? Isto kot v Kopru, 6. Najlepše hvala in za obisk in vso srečo tudi naprej. Jaz upam, da bo gospod Bržan tudi povedal, da isto kot... Torej čakamo z njegove strani 6. Hvala lepa za povabilo. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na obali.